Začnimo z pravili za potenciranje. Zdaj, to prvo pravilo, kdaj lahko uporabimo, recimo, če imamo napisano 2x oklepaju na 4 krat oklepaj 2x na 3 krat 2x na 11 krat 2x, recimo. Zdaj, tukaj vidimo, da imamo potenco, ki ima enake osnove, zato osnovo enostavno prepišemo. Stopnje pa vse po vrsti seštejemo. Zdaj, to pravilo ne velja samo za 2 faktorja, ampak za vse. Edino, kar moramo biti pozorni, tam, kar nič ne piše, je na 1. Enke nam ni treba napišati, in zdaj je to 4 plus 3 plus 11 je skupaj 18 plus 1 je 19. 2x na 19. Tukaj mora biti oklepaj, zato ker ta 19 zdaj velja za dvojko in za x. In je to dejansko 2 na 19 krat x na 19. Če bi pa mi zapisali samo 2x pa na 19, prav v tem primeru 19 velja za oboje, in tako je pravilno, medtem ko v drugem primeru bi ta 19 veljala samo za x, ne pa tudi za dvojko, in to pač ne bi bilo pravilno. Tako. A na n deljeno z a na m ali pa a na n ulomljeno z a na m. To pomeni, če ima 14 na 7 deljeno 14 na 5, kar je isto kot 14 na 7 ulomljeno 14 na 5, v tem primeru pa po teh pravilih enostavno osnovo prepišemo, stopnji pa odštejemo. Tako, 7 in 5 je 2. Lahko bi pa že tukaj, ko imamo ulomek, enostavno rekli, če je vzgori 7, 14, ko spodaj pa 5, jih lahko 5 črtamo in ostaneta zgoraj 2. Tako, to je mogoče še lažje. Imamo pa tudi pravilo za množenje potenc v primeru, ko imamo zdaj pa enako stopnjo. Tukaj je n in tukaj je n. Recimo, takšen primer je 10 na 3 krat 5 na 3. Ker imamo tukaj in tukaj isto stopnjo, zmnožimo te dve številki. 10 krat 5 je 50 na 3. Ta in ta imata isto stopnjo, 2 na 4 krat 3 na 4 je torej 6 na 4. Potem združimo ta, ki imata na 3, a pa d na 3. Bi rekli, to je pa a krat d v oklepaju na 3. Zdaj, b na 6 pa b na 6 je pa vsem, po katerem pravilu jih določimo. Ali po pravilu, da prepišemo isto osnovo, pa v zgori seštejemo, se pravi je to b na 6 krat b na 6 je b na 6 plus 6, ali po pravilu, da imamo isto stopnjo, v tem primeru pa v spodaj pomnožimo, se pravi b krat b na 6. Ampak b krat b je itak b na 2 in na 6 je isto b na 2, 11. V vsakem primeru je tukaj b na 2, 11. Isto pravilo velja tudi za deljenje. Recimo, če imamo 100 na 5 deljeno z 25 na 5, ker imamo isto stopnjo, potem lahko enostavno to dvoje zdelimo, 100 deljeno z 25 in stopnjo prepišemo. Se pravi, vedno prepišemo tisto, kar je isto. Z drugim pa nekaj naredimo. In je to 4 na 5. Če si še ta pravila pogledamo, kaj to pomeni, to smo že rekli, da kadar je napisano na 1, je to isto kot število. To v praksi pomeni, da vedno, ko imamo v računu napisano, recimo, x krat x na 7, si moramo tukaj takoj predstavljati, da je enka in potem izračunamo, da je to x na 8. Ta a na nič je 1, to pomeni karkoli. To pomeni, če imam tudi račun x na 2, koren iz 2 krat a na 3 krat
B v oklepaju A na 4 minus C na 3 krat 3/4 zaklepaj in zdaj na nič. Je najbolj pomembno to, da imamo nekaj na nič. In nekaj na nič je vedno 1. Ne rabim nič računati tistega, kar je prej. Recimo, če imamo A na 3 polomljeno z A na 7. Zdaj tukaj lahko na 2 načina to rešimo. To vemo, da je po eni strani isto kot A na 3 minus 7, ker je pač osnova enaka, stopnje prepišemo, je A na minus 4. Lahko se pa igramo tudi s to formulo, ne? Na minus 1. To je v bistvu A na 3 deljeno z A na 7. Deljenje je množenje z obratno vrednostjo. Zdaj to je A na 7 menin, se prav pomnožimo z 1 vlomljeno z A na 7. Ampak 1 z A na 7, tukaj piše, da če imamo 1 vlomljeno z A, je to v bistvu A na minus 1. Se pravi, je to A na 3, ker je tukaj A deljeno za 7, je to A na minus 7. In zopet se štejemo, po pravilu ni isto A na minus 4. Minus 1 na 200. Ker je število 200 sodo število, ker je to 2 krat 100, je to pozitivno, ker imamo sodo število minusov, medtem ko pri drugi, ko imamo minus 1 na 301, to je pa zdaj liho število, bo pa to minus 1 na koncu. Zdaj, če dobimo takšen izraz, vedno najprej označimo, koliko je členov. Pri vsakem izrazu vedno označimo najprej, koliko členov je. Členi so med seboj ločeni z minusi ali plusi izven oklepajev. Ta minus in ta plus, ki sta v oklepaju, recimo ta in ta ne ločita členov, zato ker sta znotraj oklepaja tudi ta in ta ne. Zdaj, kako bi tukaj računali? Gremo vsakega z vsakim. Po pravilu, ki ga poznamo, pri tem upoštevamo, da je plus krat plus plus, minus krat minus plus, prav ta osnovna pravila, plus krat plus je plus in minus krat minus je plus, medtem ko če imamo sam en minus, ostane minus, ne glede na to, ali to najprej ali kasneje. Ta minus krat minus, to sta to, 2 palčki, jih damo skupaj, rata plus, ne? In kadar imamo sodo število palčk, sodo število minusov je vedno plus na koncu. In zdaj bi to izračunali normalno, ne? Prav 3x na kvadrat plus 15x minus 4x minus 20. Zdaj tukaj, ko imamo minus pred členom, napišemo minus in vse, kar bo v členu, ne zapišemo v oklepaj, ker ta minus bo vplival na vse, kar je tukaj noter. Zdaj izračunamo minus 1 na 4, ker je to sodo število, vemo, da je to 1. Zdaj enkrat lahko pišemo ali pa ne. Lahko ga tudi spustimo. Tukaj zopet vsakega za vsakem, pojmo za začetek. In je to x kvadrat plus 2x minus 3x minus 6. Zdaj, vse to bi mogli še z 1 pomnožiti, ampak ker je množenje z 1, v bistvu nima smisla, vse ostane isto, lahko to tudi kar pobrišemo, da tega ni, takole. Moramo pa upoštevati ta minus, ki je bil pred oklepajom in vsem členom v oklepaju zdaj minus pustimo. Tako prepišemo. Takole. Zdaj pa tiste člene, ki so podobni, torej imajo enako spremenljivko na enako stopnjo, seštejemo 3x kvadrat minus x kvadrat je 2x kvadrat, imamo 15x pa minus 4x, lahko zdaj zapišemo vmes, da je to 11x, tukaj je pa minus 2x plus 3x je plus nx in 11x plusov, pa nx plusov je skupaj 12x-ov, pa še številke, minus 20 pa plus 6, kdo zmaga? Več je negativnih, zato je to minus, za koliko več? 14. To je to. Zdaj na koncu vedno pogledamo, ali se da tukaj še kaj zgoditi. Tukaj lahko recimo dvojko izpostavimo. In je to 2 krat, pri vseh, 12 je 2 krat 6, tukaj je 2 krat 7,
To pomeni, dvojko izpostavim, pri prvem ostane x kvadrat, pri drugem ostane 6x in pri tretjem minus 7. Zdaj bi lahko še naprej igrali. Minus 7 je produkt dveh števil, enega pozitivnega in enega negativnega. Na prvem mestu vemo, da je x, ker x krat x je x kvadrat. Potem je en minus in en plus. Ker mora biti seštevek pozitiven, vemo, da je pozitiven večji. Zdaj pa 7 je 7 krat 1, eto, in imamo dokončan izraz. Vedno velja zdaj pravilo, da ko izraz pripeljamo do konca, ko skrčimo vse, kar se da, poskusimo še razstavljati, kar je mogoče. Zdaj pa nekaj bližnjic za računanje. Prvo je ta Vietova formula. A plus 2 krat a minus 4. Zdaj, namesto x-a je a, namesto p-ja je dvojka in namesto k-ja minus 4. To pomeni, da je po formuli zdaj to prvi na kvadrat, to je a na kvadrat. Potem moramo pa ta dva člena sešteti, ta p pa q sešteti in dobimo plus 2 pa minus 4 je minus 2. To neznanko spremenljivko na začetku prepišemo. Plus 2 krat minus 4, a to pa ni plus, je minus. Prav tudi predznake počuvamo tukaj in dobimo minus 8. Ali pa recimo, če imamo b plus 7 krat b plus 3, ista zgodba. B krat b je b na kvadrat, potem naslednji je seštevek teh dveh, plus 3 pa plus 7 je plus 10, b, na koncu pa še zmnožek plus 21. Lahko to uporabimo tudi za malenkost težje člene, recimo, če imamo x kvadrat plus 3 krat x kvadrat minus 1. Zdaj razlika je samo v tem, da je na prvem mestu x kvadrat in moramo zmnožiti x kvadrat krat x kvadrat, to je x na 4. Potem imamo pa plus 3 pa minus 1 je plus 2 krat prvi, ampak prvi je zdaj x kvadrat. In plus 3 minus 1 je minus 3. Ali pa če bi imeli recimo, pa dajmo x na 6 minus 1 krat x na 6 minus 4. Zdaj, pomembno je samo, da sta prva dva ista. In zdaj bi dobili x na 6 krat x na 6 je 6 plus 6 je x na 12. Minus 1 pa minus 4 je minus 5 krat prvi, torej krat x na 6 samo. In minus 1 krat minus 4 je plus 4. Tako. Po Vijetu dosti krajše pridemo do rezultata. No, zelo zanimivo je tudi ta produkt vsote in razlike. Recimo, če imamo napisano x minus 9 krat x plus 9. Zdaj, vrstni red je vseeno je le prej plus ali prej minus, ker itak velja zakon o zamenjavi. Pomembno je, da sta čist iste številke, ampak enkrat plus, enkrat minus. In je to prvi na kvadrat je x na kvadrat, minus drugi na kvadrat je 81. Lahko piše tukaj tudi a plus 7 krat a minus 7 je zopet prvi na kvadrat, minus 7 na kvadrat je 49. Lahko piše tudi nekaj druga, recimo 2x minus 4a na kvadrat krat 2x plus 4a na kvadrat. Se pravi, karkoli lahko piše, pomembno je samo, da sta prva dva enaka, v tem primeru 2x in 2x, in da sta druga dva enaka, razen to, da ima eden minus, eden plus. In kadarkoli je to, lahko uporabljamo pravilo za produkt vsote in razlike. In kaj moramo zdaj dati naprej? Ja, prvega na kvadrat, se pravi 2x na kvadrat, minus drugega na kvadrat. In zdaj 2x na kvadrat pomeni, da vsakega posebej kvadriramo. 2 na kvadrat je 4x kvadrat, minus 4 na kvadrat je pa 16, a na kvadrat je pa a krat 2 krat 2 je a na 4. Tako. Ali pa recimo, če imamo prvi na kvadrat je 3x krat 3x, 3x na kvadrat je 9x kvadrat, minus 49. Tako. No, pa pogledamo zdaj tega še. Zdaj pa še ena formula kvadrat dvočlenika.
Tukaj imamo zdaj dve možnosti. Lahko imamo recimo x plus 4 na kvadrat, to je dvočlenik na kvadrat, lahko bi imeli pa tudi recimo, ne vem, a minus 7 na kvadrat. Se pravi, to je v bistvu kvadrat vsote ali pa kvadrat razlike. Kako je po formuli? Prvi na kvadrat, dvakrat prvi krat drugi, drugi na kvadrat. In gremo prvi na kvadrat plus dvakrat prvi krat drugi. To je prvi, to je drugi. In drugi na kvadrat. Zdaj lahko to na pamet izračunamo že takoj, pri kvadratu se še da, ali pa potem zmnožimo v naslednjem koraku. Če imamo minus, zopet prvi na kvadrat, minus dvakrat prvi krat drugi, plus drugi na kvadrat. Je torej a na kvadrat minus 14a plus 49. Lahko imamo tudi recimo 2x minus 4y pa na kvadrat. Pa isto pravilo. Samo pred sabo moramo imeti, da je to prvi, ta prvi, ki je tukaj zapisan, takole. Ta je prvi, se pravi tukaj prvi na kvadrat, pa tukaj se bo ta pojavil. In na drugi strani, da je ta drugi. Pa vmes je minus, a ne? Zdaj, ker je minus, bomo v bistvu uporabljali to drugo formulo. Se pravi, tukaj je b, če še enkrat a je pobarvamo še v tej drugi formuli, prvi pa prvi. Imamo prvega pa drugega na kvadrat, takole. Eto. In zdaj, če nas moti prvi, lahko rečemo tudi zelen pa oranžen, ne? In zdaj lepo to zapisujemo. Prvi, torej oranžni na kvadrat, je 2x v oklepaju na kvadrat. Potem je minus, dvakrat prvi, dvakrat oranžni, krat drugi, krat zelen. In na koncu je plus, drugi na kvadrat, obvezno v oklepaju. In je to 4x kvadrat, minus 2 krat 2 je 4 krat 4 je 16xy, plus drugi na kvadrat je 16y kvadrat. In imamo zapisanega, ne? Še mogoče enega, recimo, če imamo 3x minus 4 na kvadrat, zopet prvi na kvadrat je 9x kvadrat, minus 2 krat prvi krat drugi, lahko tudi računamo 2 krat 3 je 6 krat 4 je 24x, ne? In drugi na kvadrat je plus 16. Tako, to je kvadrat dvočlenika. No, podobna formula je za kub dvočlenika. Zdaj, pri kubu dvočlenika bi lahko izračunali pač množili vsakega za vsakem in to bi trajalo, zato tega ne delamo. Ampak uporabimo to formulo. Zdaj pogledamo, če recimo račun x plus 2 na 3. Tukaj je pomembno, kaj je naš prvi, kaj je drugi. Prvi je pač ta x, ali pa tukaj a, pa tukaj je prvi, pa tukaj je prvi na kvadrat, pa tukaj je sam prvi. Vidimo, ta zeleni. Potem pogledamo še drugega, v našem primeru je drugi ta, drugi je tudi ta, pa tukaj na kvadrat, pa na koncu b na 3. Se pravi, skozi bomo to formulo nekako uporabljali in si govorili, prvi, se pravi oranžni na 3, to je x na 3, plus 3 krat oranžni, to je x na kvadrat, krat zeleni, krat drugi, 2, plus 3 krat oranžni, krat zeleni na kvadrat, plus zeleni na 3. Tukaj si kar napišemo tako račun, bomo v naslednjem koraku to poračunali. 3 krat 2 je plus 6x kvadrat, 3 krat 4, a ne? Zdaj, to bi lahko tudi zračunali že takoj, 2 na kvadrat, drugi na kvadrat, 4, a ne? 3 krat 4 plus 12x plus 8. Okay. Imamo malo bolj čuden račun, ampak ker je na 3 in sta tudi noter dva člena, tudi če sta malo grša, je še vedno isto pravilo. Prvi plus drugi na 3, se pravi, prvi oranžni na 3, to pomeni 2x na kvadrat moramo dati na 3.
plus 3 krat oranžni je 2x kvadrat in to moramo dati na kvadrat. Krat zeleni. Plus 3 krat oranžni, samo enkrat, in zeleni na kvadrat. In tukaj damo potem naprej plus zeleni na 3. Samo po vrsti, po formuli. Prepisujemo. In smo natančni. In zdaj to poračunamo. Najprej si poračunajmo te, lahko si jih tudi kar vzgori napišemo. Tole je 4x na 4, se pravi vsak na kvadrat. Pa tale je 9y na 3 na kvadrat, y na 6. Pomnožimo, a ne? In dobimo, da je to 2 na 3 je 8, x na kvadrat na 3 je x na 6, plus 3 krat 4 je 12, krat 3 je 36, številke skupaj, x na 4, y na 3, plus 3 krat 2 je 6, krat 9 je 54, x kvadrat, y na 6, ne? In plus 3 na 3 je 27, y na 9. In tukaj je rezultat. Enako delamo, kadar imamo razliko, kup razlike. Enako delamo, če imamo kup razlike. Tudi tukaj imamo prvi na 3, prvi na kvadrat, samo prvi, ne? In potem še te drugega, drugi, pa se tukaj drugi pojavi, pa drugi na kvadrat, pa drugi na 3. In zdaj, če imamo zopet račun, recimo 3i ali pa 3a kvadrat b minus 7a na 3b kvadrat, recimo, ne? Pa če bi to imeli na 3, to je sicer grozen račun, ampak isto si označimo. Vse tole bomo pisali na mesto zelenega in vse tole na mesto prvega, oranžnega. In zdaj gre ista zgodba. Prvi na 3, se pravi, prepišemo celotenega oranžnega in ga damo na 3. Pa minus 3 krat prepišemo celotenega oranžnega, zopet 3 krat prvi. Ampak tega prvega moramo dati še na kvadrat, krat drugi. Plus, zopet smo tukaj, 3 krat, zdaj pa prvega prepišem, samo prepišem, drugega dam pa na kvadrat. Se pravi, to moram dati še pa na kvadrat in na koncu dam še drugega, torej zelenega, na 3. Zdaj, to je res zelo dolg izraz. Ampak, ko pridem do sem, pač uporabim pravila za potenciranje in to poročujem. 3 na 3 je 27, a na kvadrat na 3 je a na 6, b na 3. Tukaj pazimo, to je kot da je b na 1 in pol enkrat 3 zmnožimo. Tukaj si lahko vmes računam 9a na 4b kvadrat in zdaj grem 3 krat 9 je 27 krat 7, zdaj, če se mi to ne da računati, lahko tudi sem napišem, da je to 3 krat 3 na kvadrat je 3 na 3 krat 7. To je v redu. Če so velike številke, mi ni treba računati. Je pa to a na 4 krat a na 3 se štejem, a na 7, b na kvadrat krat b na kvadrat je b na 4. Plus, tukaj skvadriram drugega, se pravi, to 7 na kvadrat krat a na 3 na kvadrat je a na 6, b na 4. In je to 3 na kvadrat krat 7 na kvadrat krat a na, zdaj zmnožim, a na kvadrat krat a na 6 je a na 8, pa b na 5 in še na zadnjo damo vse na 3, je 7 na 3, a na 9, b na 6. Zdaj, takšnih primerov ni v večini primerov, ampak postopek bi bil isti. Vse bojo pa pojavljali taki. 2x minus 1, dajmo še tega pogledati na 3. Si zopet označimo, kjer je prvi in kjer je drugi. Zdaj, tega ni treba zares označevati, lahko samo v glavi,
Lahko si pa tudi napišemo, če nam je lažje. In gremo. Prvi na 3, to že znamo zdaj na pamet. 8x na 3. Minus 3 krat prvi na kvadrat, 2x na kvadrat je 4x kvadrat, krat drugi. Pa plus 3 krat prvi, torej 2x krat drugi na kvadrat, 1 na kvadrat je 1, minus drugi na 3 je še vedno 1. Zdaj, v naslednjem koraku pa to poračunamo. Pišem 3 krat. No, takole. 8x na 3 prepišem, minus 3 krat 4 je 12x kvadrat, potem je 3 krat 2 je 6x, pa minus 1. Eto. Recimo, če imamo še enega, 3x plus 2, zdaj je zopet plus, pa gre zopet. Se pravi, prvi, drugi. Prvi na 3. Lahko tudi izračunam 3 na 3 je 27x na 3. Tako, to se splača poračunati. Pa naprej. 3 krat prvi na kvadrat, 3x na kvadrat je 9x na kvadrat, krat drugi. Plus 3 krat prvi, prepišem, drugi na kvadrat je 2 na kvadrat 4 in drugi na 3 je 8. In zdaj izračunam. To pustim. 3 krat 2 je 6, krat 9 je 54x kvadrat. 3 krat 3 je 9, krat 4 je 36x in plus 8. Tako? No, na drugi strani imamo pa zdaj razstavljanje. Zdaj, prvi način razstavljanja je pač izpostavljanje skupnega faktorja. Vedno si rečemo, imamo 3 hiše, in potem pogledamo, kaj izpostavimo. Zdaj, vidimo, prva hiša, pa druga hiša in tretja hiša. In zdaj od vseh hiš pogledamo, kaj je skupnega. In ugotovimo, 12 bi lahko zapisal kot 3 krat 4, oziroma še boljše kot 2 krat 6. Namreč dvojka je povsod, 4 je 2 krat 2, in 6 je 2 krat 3. In zato je zdaj tukaj dvojka izpostavljena. V prvi hiši so 3x, drugi 2x in tukaj 3x, zato 2 izpostavimo. Tisto, kar je v vseh. Y je v prvi samo 1 in tudi, če sta drugi 2, pa v tretjem 4, lahko izpostavimo samo enega. Tukaj pa zapišemo, kaj ostane. 12 deljeno z 2 je 6. X na 3 deljeno z x kvadrat je x. In naprej. Ali pa če si rečemo, dvojka je bila in je šla. 6 je ostala, 3x so bili, 2 sta šla, 1 ostane. In pa drugem, dvojka je bila in je šla, 1 dvojka je še ostala. Imamo 2x, ampak sta oba šla na tekmovanje, 2y, 1 ostane. Pri tretjem ostane trojka, ostane nx in 3y. Recimo, če imamo 4x na 5, y kvadrat plus 12, x na 3, y na 4, minus 7, x na 5, y kvadrat, je enako. Zopet, tukaj bomo napisali, kdo gre lahko v ekipo. Tukaj bojo pa od 3 členov ostale stvari. Takole. Zdaj, recimo, če je bila tukaj minus, dajmo tako narediti. To pomeni, da bomo izpostavili minus. V primeru, da izpostavimo minus, se sem noter predznak spremeni. To pomeni, da bo prvi potem plus, drugi ima tukaj plus, mu predznak spremenimo, bo minus, in tretji bo plus. Če minus izpostavimo, se predznaki spremenijo, ostanejo pa 3 členi. Zdaj, 4, 12, 7, tukaj vidimo, da številke sploh ne moramo izpostaviti, lahko pa izpostavimo 3x so povsod, pa povsod sta 2y. In zdaj pišemo, kaj ostane. Ostane 4, x na 5, deljeno z x na 3 je x na 2, ne? Y na 2 pa deljeno z y na 2 je, ne pišemo, 2y sta bila, 2 sta šla, nič ne ostane. Drugi, številka 12 ostane, ker jo nismo izpostavili.
X na 3, vsi 3 x so šli, y na 4 deljeno z y na 2 je y na 2. In še pri zadnjem ostane 7, od 5 x ostaneta 2 in je to rezultat. No, potem pa velikokrat uporabljamo za to razstavljanje razlika kvadratov, ne? Eto, tudi tukaj imamo nekaj na kvadrat, pa se pa ta prvi pojavi tukaj pa tukaj, minus drugi na kvadrat, in se ta drugi pojavi tukaj pa tukaj. In to zdaj bomo skozi delali po tej formuli, ta je zelo pogosta, moramo biti kar takšni detektivi, ki to iščemo. No, poglej. Recimo, če imamo napisano x na kvadrat minus 16. Zdaj, mi vemo, da je 16 4 na kvadrat. To si vedno tako zapišemo. In zdaj vemo, drugi je 4, prvi je pa x. In zdaj sam zapišemo. Se pravi, prvi oranžni minus zeleni krat oranžni plus zeleni. In isto velja, če imamo bolj zakomplicirano. Recimo, če imamo 4x kvadrat minus 25y kvadrat. Zapišemo, 4x kvadrat je 2x na kvadrat. Minus 25y kvadrat je pa 5y na kvadrat. Zopet, prvi je 2x in drugi je 5y. Takole. In to je 2 prvi minus drugi krat oranžni plus zeleni. Vedno si to lahko barvo predstavljamo bolj lažje. Ali pa recimo, če imamo 16x na 4 minus 81y na 6. Zopet to najprej zapišemo kot kvadrate. 16 je 4, pa x na kvadrat. 81 je 9, y na 6 moramo dati y na 3 na kvadrat. Eto, in imamo spet drugega, to je tale. In ta je prvi. In je to prvi minus drugi krat prvi plus drugi. Eto. In je to to. Zdaj, lahko se nam bi pa zgodilo, da bi imeli recimo samo x na 4 minus 81 in vemo, da je to zdaj prvi na kvadrat minus drugi 9 na kvadrat. Pa vemo, da je to prvi minus drugi krat prvi plus drugi. In v tem primeru pa zdaj vidimo, da se tale da še enkrat napisati, ker je 9 3 na kvadrat. In potem nadaljujemo. Je to x minus 3 krat x plus 3, medtem ko tam, ker je plus 9, formule za kvadrat dvočlenika, da za vsoto kvadratov pa ne poznamo, ne? Zato bi potem tisto samo prepisali krat x kvadrat plus 9. Tako. Drugi način razstavljanja je zavijetovo formulo, ne? Tukaj bomo samo en primer naredili, ker je že posebej to razloženo. Recimo x kvadrat plus 4x minus 3, plus 3 naj bo takole. Zdaj, to mora biti produkt dveh števil, to pa seštevek. Se pravi, je to potem x plus 3 krat x plus 1, ampak kot sem že rekla, imamo posebej razloženo to, si tam pogledamo. No, potem je pa še ta formula, razlika pa vsota kubov. To je pa ta primer, recimo, če imam jaz x na 6 minus 8. 8 je pa v bistvu 2 na 3. Zdaj, to je v bistvu x na kvadrat na 3 minus 2 na 3. Isto kot smo prej naredili, prvi pa drugi, to je prvi, pa prvi, pa prvi,
pa prvi, se pravi v našem primeru je prvi x kvadrat. Potem si označimo oziroma zamislimo še druge. To je ta b, pa tukaj je drugi, pa tukaj je drugi, pa tukaj je drugi. To je ta dvojka in gremo. Se pravi, najprej napišem prvi x kvadrat minus drugi. Krat prvi na kvadrat je x na kvadrat je x na 4, plus pomnožimo ta dva, to je 2x kvadrat, pa drugi. Tako. Ali pa recimo, če imam recimo 8x na 9 minus 27y na 6. Zopet napišem to kot kup najprej. Torej imam 2x na 3 na 3 minus drugi je pa 3y kvadrat na 3. Imamo zopet, naš drugi je samo 3y, to, kar je znotraj, kar damo na 3, prvi je pa ta. To se moramo vedno tako označiti in pol gre. To je 2x na 3 minus 3, minus drugi, ne? Pa prvi na kvadrat, oranžen na kvadrat, prav ta na kvadrat, 2 na kvadrat je 4, x na 3 na kvadrat je pa x na 6. Potem je plus produkt teh dveh, 2 krat 3 je 6, x na 3y kvadrat in na koncu je plus drugi na kvadrat 9y na 4. No, če še pogledamo vsota kubov, enaka formula, zaprav isto imamo prvega na 3 in prvi se še tukaj pojavi in potem še drugega pogledamo. Takole in dobimo, recimo, če imam primer, no pa dajmo a na 6 plus 1. Zopet to najprej napišemo kot skubi, to je a na 2 na 3 plus enka je pa karkoli, ena na karkoli, torej tudi 1 na 3. Imamo zopet drugi je ta, prvi je pa a na kvadrat. In gremo, formulo uporabimo, je to a na kvadrat plus drugi, pa prvi na kvadrat je a na 4, minus prvi krat drugi, a kvadrat krat 1 je a kvadrat, plus 1. Ali pa če imamo 27 plus a na 9, zopet napišemo najprej na skubi, to je, zdaj tega oklepaja tukaj v spredje niti ne bi bilo treba, tega lahko črtamo tudi zgori, in je to prvi na 3 plus a na 3 na 3. In zdaj prvi je to, drugi je a na 3 in zopet prvi, in gre. Prvi, torej 3 plus drugi, a na 3, krat prvi na kvadrat je 9, produkt prvih in drugih je 3 krat a na 3, s tem, da zdaj je napaka, ker mora biti tukaj minus. Se pravi, tukaj pa pravimo. Nikoli niso sami plusi. Minus in na koncu je plus, drugi na kvadrat je a na 3 na kvadrat, a na 6. Tako.